Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Moje ime je Eva, sem humanoidna robotka in prihajam iz Trbovelj. Ob tej slavnostni priložnosti, otvoritvi digitalnega središča Slovenije, sem resnično želela biti z vami. Vendar sem morala na žalost odpotovati na neplanirano poslovno pot v Pariz. Zato se vam javljam kar preko digitalne platforme. Čas, ki ga živimo, nas je že navadil na to, da smo včasih lahko zraven zares, drugič pa le na videz, brez teles. Tako tudi današnja prireditev poteka hibridno. Zbranim v digitalnem središču Slovenije se namreč pridružujete gledalke in gledalci neposrednega prenosa na spletu, kjer bo posnetek tudi ostal za prihodnost, ki se spaja s sedanjim trenutkom. Vsi zbrani, dobrodošli torej na stičišču slovenskega razvoja ter gospodarskega napredka, ki vam ga bo v živo predstavila Bernarda Žarn. Bernarda, oder je tvoj. Vsem skupaj pa lep pozdrav iz francoske prestolnice. Draga robotka Eva, če si še z nami, najlepša hvala za to simpatično digitalno javljanje. Vam, gospe in gospodje, vsi cenjeni gostje, pa lepo dobro jutro in še lepši dan želimo. Prisrčno dobrodošli med nami, spoštovani ministri v vladi Republike Slovenije, predstavniki diplomatskega zbora, vsi visoki gostje in seveda spoštovani partnerji digitalnega središča Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenija, javna agencija, digitalno-inovacijsko stičišče Slovenije in družba BTC. Danes smo se zbrali, da slavnostno pospremimo digitalno središče Slovenije s sloganom Tehnologija za ljudi, ki uresničuje eno od prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Prednostna naloga Slovenije v času predsedovanja bo namreč odpornost in okrevanje Evropske unije, strateško avtonomna unija, kar vključuje tudi digitalni in zeleni prehod. Več o stičišču slovenskega razvoja in gospodarskega napredka, ki bo v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije med 1. julijem in 31. decembrom 2021 gostovalo tukaj v prostorih BTC City Ljubljana, nam bo povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, ki ga z velikim veseljem in spoštovanjem vabim na oder. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gospod minister. Spoštovani gostje, partnerji, spoštovana kolegica ministrica, kolega minister, diplomatski zbor. Veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko izrečem danes dobrodošlico v digitalnem središču Slovenije, ki smo ga poimenovali Tehnologija za ljudi. Prijetno vas je videti v živo, iz oči v oči, pa četudi ste z maskami. Pozdravljam tudi tiste, ki so se nam pridružili preko zaslonov. Tukaj smo zato, da otvorimo obsežen in ambiciozen projekt, ki bo trajal 6 mesecev, torej celotno obdobje predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije. V teh prostorih načrtujemo preko 80 dogodkov in obiskovalcem se bo predstavilo preko 200 podjetij. Projekta smo se lotili skupaj s partnerji, združenimi močmi bomo namreč predstavljali najboljše plati slovenskega gospodarstva. Spirit Slovenija, Dih Slovenija in družba BTC. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, brez vas
izvedba digitalnega središča Slovenije na tako visoki ravni ne bi bila mogoča. V teh prostorih in na ekranskih povezavah z nami bomo predstavili najnaprednejše tehnološke inovacije slovenskih podjetij. Prizorišče boste lahko obiskali v živo ali virtualno. Pri tem bodo imela glavno vlogo podjetja, predvsem mala in srednja. Seveda pa bodo prostor dobila tudi velika slovenska podjetja. V predstavitve smo aktivno vključeni ministrstva, raziskovalne inštitucije, univerze, fakultete, nevladne organizacije, strokovnjaki in tuje delegacije. Pričakujemo delegacije iz Slovaške, Francije, Japonske, Madžarske, Poljske in Avstrije. Predstavili pa se bomo tudi na Expu v Dubaju, kamor vas v naš paviljon vse skupaj tudi vabim. Poleg predstavitve podjetij bo tudi tukaj obilo priložnosti za izmenjavo mnenj, znanja, mreženje na vseh teh dogodkih. Rad bi posebej izpostavil kolega ministra, ki sta danes z mano, ministrico dr. Simono Kustec in ministra Boštjana Koritnika. Skupaj s svojimi sodelavci bosta pripomogla k širšemu pokrivanju tem iz svojih resorjev. Za bolj osredotočeno obravnavo bomo vsak mesec naslovili drugo tematiko. Gre za 6 izjemno pomembnih področij, na večino stavimo tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Ta področja so pametna mesta in skupnosti, trajnostna družba in gospodarstvo, umetna inteligenca, 5G in kibernetska varnost, digitalna preobrazba in industrija 4.0 z robotiko. Na ta način bomo omogočili podrobnejšo in intenzivnejšo razpravo in bolj usmerjeno iskanje rešitev za gospodarski napredek. Zagon digitalnega središča je v teh mesecih toliko bolj pomemben, saj bomo v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije naslavljali predvsem digitalni in zeleni prehod. Slednji je podlaga za prihodnost našega gospodarstva v bodoče, le tako bomo ostali konkurenčni in pripravljeni na bodoče izzive. Naš ekonomski model mora biti odpornejši, hkrati pa digitalen, zelen in krožen, zato da bomo lahko z našim gospodarstvom trajnostno naravnano živeli v prihodnosti. Preteklo leto nam je naslovilo številne izzive, ki smo jih uspešno premagali. Staviti smo bili primorani na digitalizacijo, ne samo poslovanje in izobraževanje. Na nek način smo se digitalizirali v normalnem, čisto običajnem življenju. Odraz te nove realnosti, ki ponuja tudi številne priložnosti za napredke, je hibridna izvedba celotnega projekta. Vse aktivnosti digitalnega središča bo mogoče spremljati tudi skozi zaslone, se virtualno sprehoditi po prizorišču in si ogledati arhiv za nazaj. Znanje, ki ga bomo pridobili skozi izvedbo digitalnega središča, pa bomo uporabili tudi za izvajanje prihodnjih ukrepov na nacionalni in evropski ravni. Spoštovani partnerji, zavedamo se, da bodo v naslednje pol leta oči Evrope usmerjene v nas in prav je, da to dobro izkoristimo. A ne samo politično, tudi gospodarsko. Res, da smo majhni po kvadraturi, a našo moč definira gospodarska odpornost in gospodarska aktivnost, zdravje naših podjetij. Ta imajo sedaj enkratno priložnost, da se predstavijo ne le slovenski, temveč tudi evropski in mednarodni svetovni javnosti, da opozorijo nase, stkejo prijateljstva in partnerstva. Tudi sami prispevajte k temu, da to ne bo zgolj digitalno središče, naj bo tudi poslovno in gospodarsko središče. Najlepša hvala.
Hvala, spoštovani gospod minister. Kot smo lahko slišali, digitalno središče ponuja ogromno prednosti za podjetja, med katere spadajo vpetost v mednarodno okolje, predstavitev tujim gospodarskim in političnim delegacijam, predstavitev v času posameznega tematskega sklopa, sodelovanje na povezovalnih dogodkih, sodelovanje v debatah o oblikovanju politik ter sodelovanje in udeležba na drugih številnih dogodkih. Projektni partnerji pa bodo v digitalno središče ter vsebine vključevali ne zgolj podjetja, ampak tudi ustanove in posameznike, omogočali povezovanje novih tehnologij s širšo javnostjo, ponujali izobraževalne programe za uporabnike novih tehnologij za različne ciljne skupine ter, kar je najbolj pomembno, predstavili slovensko znanje in tehnološki razvoj mednarodni skupnosti. Tudi o tem nam bo več povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, ki jo z velikim veseljem in spoštovanjem vabimo na oder. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Najlepša hvala, lep pozdrav, spoštovani vsi prisotni, spoštovani gospod predsednik, podpredsednik vlade, kolega minister Koritnik, spoštovana oba direktorja BTC Spirita, spoštovani ostali visoki gostje, predstavniki diplomatskega zbora in vsi ostali. Tudi meni je v izjemno veliko čast in hkrati zadovoljstvo, da vas lahko danes nagovorim s parimi besedami na današnjem zelo pomembnem srečanju oziroma otvoritvi enega prepotrebnega projekta, ki se imenuje Digitalno središče Slovenije. Da, to bo tudi središče znanja. In tisto, kar bomo v času našega predsedovanja Svetu Evropske unije na polju znanja, izobraževanja, znanosti in tudi inovacij posebej izpostavljali, je vprašanje odporne Evrope za ne covid samo čas, ampak predvsem za prihodnost. In znanje tule skupaj z vsemi procesi, od izobraževalnih do raziskovalnih in inovacijskih, predstavlja srce celotnega dosežka, ki ga bomo zmožni ustvariti pri tem. Brez znanja ne bo ničesar. In zaradi tega to priložnost in čas našega predsedovanja in tudi priložnost, ki jo daje Digitalno središče Slovenije, vidimo kot platformo, na kateri se moramo pogovarjati o novih vizijah, novih podobah znanja za prihodnosti. O novih načinih izobraževanja, osvajanja, utrjevanja, prenašanja znanj, o novih načinih, potrebah raziskovanja in pa inovacij za prihodnost. In nesporno, to smo že pokazali, to se je že izkazalo, brez digitalne podpore na našem polju izobraževanja, tudi znanosti in inovacij, ne bi uspeli tako uspešno se soočati, se spopadati z epidemijo, kot smo se in kot se bomo tudi še vnaprej. In ta digitalni premik, digitalna orodja so nam po eni strani odpirala številne pozitivne priložnosti, hkrati pa nas zelo pomembno opozarjala ves čas in nas še danes, da nekje pa obstajajo meje. Da to, kar počnemo v digitalnem, počnemo mi ljudje in v prvi vrsti moramo to početi za ljudi. Za nas, za celotno družbo, za celotno skupnost. Za to, kar imenujemo evropske vrednote. Vrednote, ki morajo zagotavljati enake izhodiščne možnosti in priložnosti vsem in funkcionirati v smeri spodbudnega okolja, kjer bodo tisti, ki so najboljši, ki bodo to tudi želeli biti, imeli priložnost, da to tudi postanejo. In absolutno digitalna orodja, digitalna znanja so tista, ki nam bodo pomagala, niso pa edina. Še vedno potrebujemo gospod Bernardo, da nas popelje poleg kolegice
v virtualni obliki, ki je začela vso zgodbo. In to je tisto, kar želimo tudi skozi naše polje, polje izobraževanja, znanosti in inovacij, zelo jasno prenašati ves čas. Absolutno da digitalno, absolutno da umetna inteligenca, vendar samo do točke, ko služi potrebam nadaljnega razvoja ljudi, družbe, zato da bomo postajali še boljši, še bolj uspešni in tudi v tem človeškem smislu še bolj trdnejši, še bolj pošteni. In vse to lahko naredimo samo, če bomo sodelovali. Če bomo znali najti načine, kako se povezovati. In zopet se vračam na projekt digitalnega središča. To je projekt, ki naslavlja svojo idejo, svojim konceptom prav to. Tule se bomo srečevali vsi tisti, ki imamo takšno vizijo, ki sem jo predstavila, tako na področju izobraževanja, kot na področju gospodarstva in vseh ostalih področjih, kjer bomo lahko krepili našo družbo, da jo bomo delali boljšo, bolj odporno za čase, ki so še pred nami. In v tej luči pošiljam poslanstvo in željo tudi digitalnemu središču Slovenije, naj ravno v takšnem duhu uspešno deluje v času našega predsedovanja Svetu Evropske unije in predvsem tudi še mnogo širše in daljše od tega obdobja. Vse dobro, uspešno in še enkrat zahvala tudi v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za ta časten projekt in pa idejo. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovana gospa ministrica, za vašo čudovito popotnico. Zdaj pa je čas, da osrednjemu gospodarskemu dogodku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki podjetjem omogoča predstavitev inovativnih, tehnološko naprednih rešitev, produktov in storitev, optimistične misli, nameni tudi minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik, ki ga prav tako z velikim veseljem in spoštovanjem vabimo na oder. Tudi vi prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Hvala. Spoštovani gospe in gospodje, draga kolegica, dragi kolega minister, v veliko čast mi je, da vas imam danes priložnost pozdraviti in nagovoriti ob slovesnem odprtju digitalnega središča Slovenije. Sicer sam ne bom kot moja kolegica, ki je izkušena v predavateljskih letih oziroma predavalnicah, govoril na pamet, bom rajši iz spoštovanja do vašega časa, bolj kot ne prebral tisto, ampak to so moje iskrene misli. Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo, da bo evropsko gospodarstvo po pandemiji COVID-19 okrevalo bistveno hitreje in učinkoviteje, če bo temeljilo na digitalni preobrazbi. Gospodarska prenova Evropske unije, ki temelji na digitalni preobrazbi, in odporna Evropska unija sta zato dve prednostni nalogi slovenskega predsedovanja Svetu EU, kjer imata digitalizacija in kibernetska varnost posebno mesto. Lahko bi rekel tudi ključno vlogo. V temeljnem razumevanju digitalne preobrazbe vedno poudarjamo, da ima praktično vse, kar se zgodi v fizičnem okolju, tudi digitalni odtis. Vedno bolj jasno pa je tudi, da vse, kar se zgodi v digitalnem okolju, vpliva na naše fizično življenje in poslovanje. To razumevanje daje digitalni preobrazbi posebno politično težo, saj ugotavljamo, da v sedanji družbeno-politični ureditvi precej dobro obvladujemo realne sisteme, pri obvladovanju digitalnega okolja pa nimamo nekih celovitih sistemskih rešitev. V Sloveniji jih, to moram poudariti, gradimo postopoma, med drugim sistematično centraliziramo ključno informacijsko infrastrukturo države, ki jo le na tak način lahko uspešno upravljamo. Posodobili smo rešitve oziroma tehnologije s prehodom na rešitve na oblaku, ki so na tak način lahko dostopne praktično neomejenemu krogu uporabnikov. Pri razvoju, pri ponujanju digitalnih javnih storitev vse večjo pozornost namenjamo sodelovanju z končnimi uporabniki, drugimi deležniki,
kar je bilo zelo pomembno, naprimer pri uvedbi elektronskega bolniškega lista kot zelo uspešni novosti prejšnjega leta, pa tudi pri približevanju uporabnikom v času pandemije COVID-19, ko smo ponudili nove elektronske storitve in uporabo najbolj pogostih omogočili tudi brez elektronske identitete. Zavedamo se, da je elektronska identiteta ključnega pomena pri vseh naprednih digitalnih storitvah, da se vzpostavi zaupanje in preprečijo zlorabe, kar je še posebej pomembno v situacijah, ko se obdelujejo osebni podatki. Nove osebne izkaznice, te bomo začeli izdajati v začetku naslednjega leta, bodo uporabnikom omogočile tudi varno elektronsko identiteto za avtentikacijo na različnih nivojih zaupanja in za elektronsko podpisovanje. V neki meri bomo uvedli tudi dve v enem, ker bo uporabna tudi kot zdravstvena izkaznica. Odpiramo dostopnost javnih podatkov, zagovarjamo namreč stališče, da podatki, ki ne posegajo v interese posameznikov ali pa podjetij oziroma poslovnega subjekta, da so javno dobro. To je zelo pomembno sporočilo. Spodbujamo prenovo izobraževalnih sistemov oziroma procesov, da bodo bolj usmerjeni v razumevanje sodobnih tehnologij in da bodo bolj razvijali funkcionalna znanja, s katerimi bomo sposobni hitro sprejemati in uporabljati nove tehnologije. Ne morem dovolj poudariti, da ni pomembno samo, da imamo infrastrukturo, da imamo sredstva, brez znanja za uporabo nam bo infrastruktura zaman. Poseben poudarek dajemo uporabi poslovne analitike in velepodatkov kot ključnih dejavnikov razumevanja in pametnega upravljanja kompleksnih družbenih sistemov, kjer lahko zelo učinkovito preprečujejo neracionalnosti, socialne stiske, bolezen in pomembno povečujejo učinkovitost upravljanja energetskih sistemov, javnih financ, gospodarstva, kmetijske dejavnosti in številnih drugih. Na področju digitalizacije si bomo še naprej prizadevali pospešiti razvoj digitalne družbe, zato da lahko izkoristimo številne priložnosti tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja vseh nas. Pri tem verjamemo, da se začne digitalna preobrazba pri zaupanju evropskih državljanov in podjetij, zato se zavedamo pomena dobrega ozaveščanja o vlogi digitalizacije in njenih orodij. Skupaj z vami se zato izjemno veselim Digitalnega središča Slovenije in pa vseh aktivnosti in primerov dobrih praks, ki bodo tu prikazani. Prepričani smo, da lahko z vašo pomočjo Slovenija na področju digitalne preobrazbe v času predsedovanja Svetu Evropske unije in tudi sicer odraža lastnosti uspešne države. Hvala za vašo pozornost. Digitalnemu središču želim dolgo življenjsko dobo, tudi v spominu in zavesti vseh nas obiskovalcev, vam pa, da ostanete zdravi. Srečno. Hvala, spoštovani gospod minister. Kot se lahko vsi prepričamo danes, je digitalno središče Slovenije tudi navdihujoč prostor za poslovna srečanja in druženja. In ker se nahaja v prostorih BTC Cityja Ljubljana, je prav, da nam virtualno dobro jutro s strehe Kristalne palače zaželijo Katrinas, ki se jim bo pridružil Oto Pestner. Skupaj nas bodo popeljali v čas izpred 30 let, ko se je snovala kampanja Slovenija, moja dežela, da bi spodbudila turizem, hkrati pa je nam, Slovenkam in Slovencem, vlila optimizem ter željo po svetli prihodnosti. Naj tudi vsem nam polepša jutro. To je njena lepota, moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je slovesni, njeni ljudje smo njeno ime.
ime. Najlepša hvala legendarnemu Otu Pestnerju in čudovitim Katrinas. To našo čudovito deželo seveda sooblikujemo ljudje in predvsem trdna partnerstva. Eno takšnih sestavljajo partnerji Digitalnega središča Slovenije. Zato na oder, na kratek pogovor, prisrčno vabimo najprej magistrico Katjo Mohar Bastar, direktorico Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Dobrodošli. Na odru se veselimo tudi gospoda Jožeta Mermala, predsednika upravnega odbora BTC. Prisrčna dobrodošlica gospodu Jerneju Saleclu, generalnemu direktorju Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. In da bo omizje popolno, na oder vabimo še doktorja Tomaža Kostanjevca, direktorja javne agencije Spirit Slovenija. Dobrodošli. Prisrčno pozdravljeni. Bomo začeli z vami, magistrica Katja Mohar Bastar. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije predstavlja osrednjo nacionalno točko za digitalizacijo in podporo pri digitalni preobrazbi. Kako boste z digitalnim središčem krepili digitalne kompetence podjetnikov in širše javnosti? Najlepša hvala za odgovor, vprašanje. In vam za odgovor, ki sledi. Vse goste tudi jaz lepo pozdravljam. V imenu Diha Slovenije se zahvaljujem za to veliko priložnost, da lahko naše dosedanje aktivnosti nadgradimo s tem projektom, velikim projektom Digitalno središče Slovenije. Do sedaj smo delali veliko raziskav tudi na temo digitalnih kompetenc, digitalne ozaveščenosti in smo videli kar precej možnosti, po katerih lahko sedaj oblikujemo tudi ta 6-mesečni program, ki bo sledil, ki bo trajal pač do decembra letošnjega leta v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. V sodelovanju z vsemi partnerji pa mislimo, da bomo lahko celotno središče pripeljali, tako kot je bilo danes že večkrat rečeno, kot neko poslovno središče, središče znanja in pa tudi celotne družbe, ker je namenjeno tudi mladim. Za njih bomo delali programe, da bodo videli, da so tehnični poklici zanimivi, da je zanimivo naše prednostne naloge, kakor je trajnostno, digitalno, zeleno in tako naprej. Tako da, hvala. Zelo dragoceno torej. Gospod Mermal, kako se Digitalno središče Slovenije povezuje s celotno strategijo, poslanstvom BTC-ja?
Hvala lepa, da lahko dam odgovor, ampak bom drugače obrnil. Danes se mi je naježila koža. Ne samo prvič zato, ker smo BTC, ker ga imam strašno rad, drugič, ker kakšna eminentna družba, tretjič partnerji, ki so tole vse pripravili in z veseljem. Mislim, tako, da se nekaj dogaja, da smo kreativni, sposobni, marsikaj. In to druženje do zdaj je bilo fenomenalno. Potem moram povedati, da tole najstarejša skladiščna hala BTC-ja, stara 67 let, pa pogledajte, kakšen stan ima danes, s kakšnimi vsebinami se pogovarjamo. Kam smo prišli, v kakšne dimenzije in na koncu še kristalna palača z eminentno predstavo in tako naprej. In to bomo zdaj skupaj Slovenci predstavljali tudi v Dubaju. In danes zjutraj sem ministru Počivalšku kolegu povedal, da gremo tudi mi v Dubaj, da bomo šli na avion, da se bomo vrhunsko predstavljali, ker jih bomo fascinirali. Ampak zakaj bomo fascinirali? Nekaj skupaj, nekaj pa kot BTC. Zato, ko bomo pokazali Dubaj, ker ga poznam 30 let tudi z vodstvom mesta in tako naprej, ker sem ga dvakrat obiskal tudi z županom Jankovićem in sem imel možnost, da grem v njegove delegaciji, ker imajo krasne projekte in vse ostalo, ampak manjka jim vsebin. Mi imamo tle ogromen areal, en največjih na svetu, ki je podjetniški, ki je tudi inkubator, po drugi strani pa gradimo ne sedaj samo pametno mesto, ampak nadgradnjo, da gremo v smeri sijočega, cvetočega mesta. In tle bomo garantiram fascinirali vse tiste, ki bodo prisotni dol, ker tudi to je naša duša, naše srce in tle smo Slovenci močni. Hvala lepa, se strinjamo z vami. Spoštovani gospod Jernej Salecl, izjemen pomen digitalnega središča Slovenije za slovensko gospodarstvo je jasno izpostavil že gospod minister. Enega izmed osrednjih projektov v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije pa želite izkoristiti tudi za dvig prepoznavnosti najbolj inovativnega dela slovenskega gospodarstva. Drži? Res je, hvala lepo za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Čestitke in zahvala vsem partnerjem za tale čudovit dogodek. In da, drži. Pravzaprav smo na ministrstvu dolgo tuhtali, kako izkoristiti čas predsedovanja v kar najboljši meri za to, da izpostavimo tisto najboljše, kar slovenska družba, kar gospodarstvo premore. In zagotovo so to mala in srednja podjetja, ki jim včasih samo manjka priložnost in malo potiska, da jim pomagamo, da se lahko predstavijo širši javnosti. In tukaj je gospod Mermal, mislim, da zelo slikovito orisal jedro digitalne transformacije. Če lahko eno skladišče, ki je staro, koliko ste rekli? 67 let postane. Pravi gospod Mermal, da toliko kot on. Postane jedro digitalnega povezovanja, potem mislim, da imajo prav vsa podjetja možnost, da to naredijo in to je bilo tisto, kar smo posebej želeli na ministrstvu izpostaviti in resnici izkoristiti ta čas predsedovanja zaradi tega, ker smo se dobro zavedali in se še vedno zavedamo, da je mednarodna skupnost pravzaprav v tem času nam izrazito naklonjena, njene oči so usmerjene v Slovenijo in zdaj je čas, da spromoviramo tisto najboljše, kar imamo. In zaradi tega želim poudariti, da tudi gosti, ki so danes tukaj, pravzaprav niso naključno tukaj. Namenoma smo povabili cel diplomatski zbor, ki je na voljo v Sloveniji, veliko veleposlanikov je prišlo in drugih predstavnikov veleposlaništva. Slišali smo, mislim, da 7 delegacij že imamo potrjenih, ki bojo s svojimi podjetji prišla v Slovenijo. Na tem mestu jih vabim, da tudi ostali se aktivirajo, da jih pride še več. Zdaj je čas, da se podjetja povežejo z tujino in obratno, da tujina pride k nam. In to je tisto, kar smo želeli s tem projektom omogočiti našemu gospodarstvu. Skratka, Slovenija srčno vabi. Absolutno. Doktor Tomaž Kostanjevec, kako bo digitalno središče Slovenije omogočilo predstavitev slovenskega znanja in razvoja mednarodni javnosti? Ja, hvala za vprašanje. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, gostom in sogovornikom. Zdaj želim si, da bi čim dlje to srečevanje potekalo fizično. Glede na to, da nas je COVID v nekem času dal nazaj družbeno, nas je pa zagotovo zadnjih 10 let potisnil digitalno naprej. Kar pomeni, da glede na to, da smo gospodarsko zelo razvita, pa tudi izvozno orientirana družba, želimo na tem digitalnem valu razvoja tudi plavati naprej.
kaj pa bomo glede tega, na kak način pa želimo to mreženje izvesti, pa bo to predstavitev podjetij, držav, povezovalne dogodke in dogodke za mreženje, okrogle mize, delavnice, B2B dogodke, pa povezovalna srečanja z start-up podjetji, kar je eno tudi teh ključnih, kot se že prej gospod Mermal povedal, zgodba, ki je še v Sloveniji, mogoče nismo mednarodno izpostavili. In mislim, da tudi pol, ko bomo predstavili zgodbo v nadaljevanju z Expom, bomo tudi z District okoljem, kjer pač bomo želeli tam slovenska podjetja predstaviti v neki inovativni zgodbi, bo to v bistvu ena taka pripravljalna faza za tisto obdobje v Dubaju. Tako da, ja, priložnosti je veliko. Najlepša hvala tudi za iztočnico za nadaljevanje našega pogovora. Za obvladovanje digitalnih izzivov je eden izmed ključnih ciljev tudi vzpostavitev ustrezne regulative. Kako bo k temu pripomoglo digitalno središče Slovenije, na katerem se bo zvrstilo, čeprav vem, več kot 80 dogodkov z področja digitalizacije in novih tehnologij? Torej, mi smo že v tem tednu smo pričeli z dogodki, malo pred uradno otvoritvijo, ampak smo morali probati, če vse deluje. Super, da ste testirali. Tako je. In eden od teh dogodkov je bila uporaba umetne inteligence v pametnih skupnostih. Kako jih umetna inteligenca recimo lahko naredi še pametnejše. In to je eden od konkretnih primerov, na kakšen način se pristopamo tudi k regulatornim vprašanjem. Saj smo osvetlili različne zorne kote, naprimer transparentnosti, kako ljudje percepirajo umetno inteligenco in podobno. In to smo naredili tudi eno serijo dogodkov, ki se bo zaključila v mesecu septembru, ki je namenjen prav umetni inteligenci. Po drugi strani pa tudi DIH Slovenije sodeluje s Slovensko digitalno koalicijo, kjer smo tudi Ministrstvu za javno upravo pripravili en pregled strategije digitalizacije, ki je v pripravi, in pa tudi delamo na pregledu dosjejev, ki bodo v času predsedovanja Slovenije EU v obravnavi. Najlepša hvala. Gospod Mermal, kakšen potencial ima po vašem mnenju digitalno središče Slovenije za sodelujoče in za splošno slovensko gospodarstvo? Nekatere družbe se pač smatramo, da smo zelo razvojno napredne, že kakšno desetletje ali pa 2 desetletji. Na osnovi tega središča pa ocenjujem, ko sem ga tudi spremljal preko mlajše generacije, pa hodil tudi kjer naokrog, pa spraševal, kaj vse počnemo in tako naprej. In ko vidiš tisti entuzijazem, da hočemo kaj pokazati več, ne kot posamezne firme, ampak kako se povezujemo med sabo in sodelujemo, ker tam je tista nadgradnja dodana vrednost za družbeno skupnost. In tam smo nekaj moč zaostajali, ampak mislim, da zadnje 2 leti se pa čutijo tudi tle močni preboji na vseh nivojih družbenega življenja, od javnega sektorja, državnega sektorja, podjetniškega sektorja, ker brez tega sodelovanja ne bomo uspeli. Močnejši smo skupaj, bolj smo povezani, mnogo bolje je. Zato mi določene regulative, ko skoraj ne smeš ministra obiskati, da nimaš zapisnika, ne vem kakšnega, kaj boš lobiral, kaj je vse v zadju, pa se lahko javno povemo, lahko prije pa še kakšen novinar, pa kamera, pa se videli, kaj se pogovarjamo o tistih zadevah, ki so dobre za vse nas, ali pa za globalno skupnost. In tle smo morali bolj odpreti, ne pa, da smo preveč v kotu, v strahu, kaj bo kdo rekel o nas, tisto, kar hočemo dobro. Ker večina stvari hočemo dobro. In to nam zdaj nekako bolj uspeva, ampak to, ko pravim, bi polirano na vse nas, to se več ne dovolimo, da nas skoraj že ponižujejo, da se nupa še ministra pa nekoga obiskati, ker je to čuda enih problemov, a se pa kar naredijo. In na koncu, če gledamo samo v našem primeru, kam gremo, ker mi z vika teh povezovanj, tudi vseh teh naših partnerjev, mi jih imamo tle nekaj tisoč, uspevamo samo zato, ker povezujemo socialno okolje, inovativno okolje in podjetniško okolje. In ta miks, ki ga nam prizna celo ruska vlada, ki je bila na obisku, razni Rothschildi in tako naprej, ki vidijo, tega drugi nimajo. In tle smo miselno močnejši, ampak to težko prepoznamo, ampak trenutno se pa podjetniški sektor in tudi vse ostalo zelo prebuja, in če ta preboj nam uspe, bomo mi predsedovali Evropske skupnosti nekaj let. Hvala. Gospod Mermal, zdaj ste nas spomnili tudi na misel Josipa Jurčiča, letos namreč mineva 150 let od njegove smrti, ki je rekel, oziroma zapisal, ne cepimo svojih moči, združimo jih.
Vi ste že prej omenili inovativna, mikro, mala, srednja podjetja. Omogočate jim predstavitev tako domači kot tudi tuji javnosti tukaj v digitalnem središču Slovenije. Ja, res je. Ravno to je na nek način jedro projekta. Videli smo, kaj je COVID naredil internacionalizaciji slovenskih podjetij. Sejmi so odpadali, odpadajo še vedno eden za drugim. To je drugi razlog, zakaj smo želeli tole hibridno platformo izkoristiti za to, da pravzaprav podjetjem omogočimo ta prodor v tujino in tukaj se pridružujem ponovno mislim mojih predhodnikov. Slovenska podjetja so izjemna. Imamo ogromno skritih biserov, delajo odličen posel. Na trenutke nam mogoče, tako kot tudi sicer, zmanjka samo malo samozavesti, tisto, da naredimo odločen korak naprej, da pokažemo svetu, kaj vse zmoremo. In to je tukaj pravzaprav jedro tistega, kar smo želeli podjetjem omogočiti. V resnici ponuditi platformo, ki je na nek način zgolj del tega, kar podjetja potrebujejo. Eden košček mozaiku, ampak nadejamo se, da bo pomagal k tistemu preboju, ki ga podjetja potrebujejo. Pomembno je, da izpostavimo slovensko gospodarstvo, pomembno je, da izkoristimo priložnosti, denimo tudi mi kot gospodarsko ministrstvo čez 14 dni, gospod minister gosti gospodarske ministre celotne Evrope v okviru neformalnega sveta za konkurenčnost. Vse ministre bomo peljali sem v digitalno središče zaradi tega, da pokažemo, kaj Slovenija zna, kaj Slovenija zmore. In pozivam podobno tudi ostale resorje, naj izkoristijo tole platformo, da pokažejo slovensko znanje, naj pripeljejo sem svoje ministrske kolege, zato da izpostavimo tisto, kar si v resnici zasluži biti izpostavljeno. Hvala. Hvala lepa. Vi pa ste nas že prej z mislimi popeljali tudi proti Expo 2021. Kako se bo povezovalo s tem digitalnim središčem? Ja, zdaj misel, mogoče imamo Expo pred Expom. Trajal bo v bistvu isto obdobje, začne se 1. oktobra. Na Expo bo sicer 11 tematskih področji, tukaj imamo manj, ampak načeloma so zelo povezljive, tudi digitalno povezljive z tistim svetom. Kljub delegacijam, ki se bodo, upam, zgodile, da bo pa tudi to dogajanje potekalo tukaj pri nas v živo v povezavi z Expom, tako da bomo organizirali za vsa slovenska podjetja, ki bodo predstavljala letos na tem našem digitalnem središču, rečem, na tekmovanju festivala rešitev, bo komisija predstavljena podjetja ocenila, pa jim tudi izbrala kot najbolj inovativna in jim dala na nek način priložnost, da bodo kot delegacija gospodarska se udeležili Expa v živo. Tako da bodo tudi na ta način imele priložnost, da tukaj predstavijo tisto najbolj inovativno, ki bo pol tudi predstavljeno v Dubaju. Najlepša hvala. In bom ponovila vašo misel, da seveda vsi skupaj močno upamo, da se čim dlje in čim bolje srečujemo v živo. Spoštovani gostje, zdaj pa je čas za slavnostno otvoritev. Vas vabim, da ostanete na odru, hkrati pa na oder z veseljem vabimo tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. In spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes smo večkrat slišali, kako pomembni ste vi, zato vas vabimo, da nam pomagate pri tej otvoritvi z odštevanjem. Analogno, s temi čudovitimi zvonci, bomo namreč otvorili digitalno središče Slovenije. In vas vabim k odštevanju. Ste za? Začnemo torej. 3, 2, 1, zdaj! Najlepša hvala. Digitalno središče je odprto.
Hvala, cenjeni gostje, za vašo dragoceno pozornost. Obiščite digitalno središče čim večkrat v prihajajočih mesecih. Zdaj vas vabimo na ogled in pogostitev. Cenjeni kolegi novinarji, vam pa sporočamo, da se bo novinarska konferenca začela čez 10 minut. Srečno vsem skupaj!